Zdaj pa k osupljivemu razvoju dogodkov, ki je pustil zgodovinarje in Izraelce v začudenju ter zaokrožil zgodbo o tem bolečem zgodovinskem dogodku. Izrael je našel ladjo Altalina iz leta 1948, ki je nedotaknjena več kot 500 metrov zahodno od svoje obale. Altalina je prispela v Izrael junija 1948 in prevažala priseljence, vključno s člani milice Irgun ter orožje med vojno za neodvisnost. Po ukazu takratnega predsednika vlade Davida Ben-Guriona je bila zadeta in potopljena ob obali. V tem spopadu je bilo ubitih 16 članov Irguna in 3 vojaki izraelskih obrambnih sil. Zdaj so razbitino v celoti našli v zapleteni morski iskalni operaciji. Zdaj sta se na ta pomemben razvoj dogodkov že odzvala predsednik vlade Benjamin Netanjahu in vodja skrajne desnice Itamar Ben-Gvir, vsak na svoji lokaciji. Poslušaj. Ob obali Tel Aviva je zagorel, Altalena ob obali Tel Aviva so bratje padli od rok svojih bratov. Toda prav iz pekla je prišel klic poveljnika Altalene oziroma poveljnika Irguna Menahema Begina, naj bo njegov spomin blagoslovljen. Klic je bil, naj prekinejo streljanje, naj ustavijo bitko, ker ne bomo šli v državljansko vojno. To je velika lekcija, Altalene. To je danes enako resnično, kot je bilo takrat. Ker je razdeljenost, šibkost in enotnost moč. In danes pravim, da je enotnost med nami veliko večja, kot se zdi. Zagotovo večja, kot se zdi v volilni kampanji. In ta enotnost je ključna, da se lahko soočimo z velikimi izzivi, ki so še pred nami. Zato moramo vzpostaviti široko narodno vlado, da zagotovimo našo prihodnost in našo varnost. Danes stojim tukaj, pred hišo Ecel, kot nekdo, ki je na lastni koži izkusil preganjanje. Kot nekdo, ki je prvič izkusil občutek, da se noče fotografirati z vami na istem odru. Za več informacij pozdravljamo Marka Šulmana, zgodovinarja in avtorja pri Tel Aviv Diaryju, ki se nam pridružuje iz Tel Aviva. Vesela sem, da vas ponovno vidim. Neverjetno je pomisliti, da so po vsem tem času Altaleno našli v celoti, da sploh ne omenjam tehnologije, ki so jo uporabili za njeno odkritje. Ampak za začetek, Mark, nam lahko razložite pomen tega bolečega in skrivnostnega dogodka v zgodovini novo ustanovljene države. Kakšno je vaše mnenje? V redu, najprej se pogovorimo o zgodovini. Pomislite na Izrael. To je en junij najprej leta 1948, 15 dni po ustanovitvi države. Država je obkoljena z vseh strani. In takrat obstajajo ločene vojske. Obstaja IDF, ostanki Palmaha in Irgun, ki je bil takrat znan kot Ecel. 1. junija sta Izrael, Galil in David Ben-Gurion dosegla dogovor o razpustitvi Ecela in njegovi vključitvi v IDF. Tako bo obstajala ena bojna sila. Ena izjema je bilo Jeruzalem, ki je zato ostal neodvisen, ker Jeruzalem po dogovoru iz leta 1948 ni smel biti del države Izrael. Prav. In Altalena je prispela, mislim, da je bilo 22. junija. Ben-Gurion ni želel, da bi prišlo v Tel Aviv, ker je bil takrat embargo na orožje. In del premirskega sporazuma je bil, da med premirjem ne bomo dobili orožja. Zato je šlo v Kfar Vitkin, ki je tik severno od Netanje. Tam so 2 dni raztovarjali. Veliko ljudi, ki so bili na ladji, je izstopilo. Prav tako pa so raztovorili veliko njihovega streliva. Vendar je IDF zahtevala, da se vso strelivo preda njim, ker je samo ena vojska. Tako so rekli. Takrat pripadniki IDF obkolili plažo in takrat so čolni zapustili Kfar Vitk in odpluli pred obalo Tel Aviva. Ob obali Tel Aviva so potekala pogajanja. Ben-Gurion je zavrnil, da bi se odpovedal 20% orožja. Želel je, da gre to orožje borcem v Jeruzalemu. In Ben-Gurion je rekel, ne, obstaja samo ena izraelska vojska. Tukaj je samo ena sila. Lahko je samo ena sila. Na koncu Ben-Gurion je ukazal, naj streljajo s topovi na ladjo. Ladja je zagorela in na koncu ladja dejansko ni potonila. Ladja je bila dejansko nasedla na Ribiški ulici. In seveda je bilo več ljudi na krovu ubitih v požaru, ki je sledil. In takrat sta bila ubita tudi 2 vojaka IDF. In kakršnokoli orožje, ki je še ostalo, je bilo izgubljeno. Prav. In takrat je Nahum Begin prišel na obalo, spregovoril po takratnem radiju Ecel in rekel:
ne bomo prišli in se borili. Stotine borcev Ecela so se usmerjale proti Tel Avivu, da bi poskušali nekaj storiti. Rekel je, ne bomo se borili, ne bomo imeli državljanske vojne. V tej državi ne bo državljanske vojne. In to je bila najpomembnejša točka vsega tega. Nobene državljanske vojne, ena vojska. Zdaj pa preskok v današnji čas. Imam še 30 sekund. Benjamin Netanjahu in Itamar Ben-Gvir komentirata ta zgodovinski trenutek. Ločeno, prosim, na kratko vaše mnenje. Ločeno nista želela biti skupaj. Ali vsaj Netanjahu ni želel biti skupaj z Ben-Gvirjem. Spet noče biti z Ben-Gvirjem. Mislim, da Netanjahu trenutno poskuša zauzemati zelo nacionalno državotvorno držo. Čuti, da je on tisti, ki je napaden. Zato je zavzel takšno stališče. Veliko je vprašanj, zakaj je bilo to odkrito prav danes, nenadoma in ne pred 6 ali 3 meseci. To je povsem drugo vprašanje. A je bilo očitno zelo lepo volilno dogajanje, tako za Netanjahuja kot za Ben-Gvirja. Čustven In tako. razplet, razvoj, Absolutno. res je. In Mark zagotovo med Schulman. starimi. Likudovci, ki še vedno govorijo o ladji kot o najpomembnejšem dogodku v judovski, kar pa ni, Mark Schulman, ampak netična hvala. doba. Gledate.